Pretekli ponedeljek je v Zagorju potekal regijski posvet, ki je obravnaval stanovanjsko problematiko v naslednjem desetletju. Posvet so organizirali Zagorska občina, Regionalna razvojna agencija Zasavje in Ministrstvo za solidarno prihodnost. Zavedati se moramo, da v Zasavju je veliko večji javni stanovanjski fond kot drugod v državi. Drugod v državi imamo zgolj 3–4% javnega stanovanjskega fonda, v Zasavju je pravzaprav stanovanjski fond več kot 10%. Kljub temu pa se bo že v naslednjih, se že pripravljajo nekateri projekti, sodeluje tako občin kot Republiški stanovanjski sklad, da bi ta fond ukrepil. Zaradi tega, ker je Zasavje specifično, v Zasavju se ljudje zavedajo, da so javna stanovanja niso namenjena le socialnim primerom, ampak so namenjena tudi za kvalitetno bivanje. In temu tudi želimo, da bomo javni stanovanjski fond tako povečali, da ne bo namenjen zgolj socialnim, ljudem z socialnim šibkim ozadjem, vendar za širši krog prebivalstva. Širše poznavanje stanovanjske problematike v Zasavju je gotovo del nalog Regionalne razvojne agencije, o čemer smo spregovorili z direktorico Anjo Šerc. Izjemno smo veseli pobude Ministrstva za solidarno prihodnost, da skupaj raziščemo, kakšne so dejansko potrebe v regiji po predvsem javnih stanovanjih. Se vemo, da se je to področje do nedavnega v precejšnji meri tudi zanemarjalo. Kar smo ugotovili tekom posveta je, da regijo odlikuje na nek način velik fond stanovanjski, ki so še vedno javna stanovanja in je to tudi ena od prednosti regij. Sigurno pa se soočamo z vprašanjem potreb po novih, drugačnih tipih stanovanj in pa po obnovi obstoječega stanovanjskega fonda. Se pravi, nov tip stanovanj se prilagaja tudi realnosti novih tipov bivanja, kot so manjše družine, bivanje v skupnostih, bivanje pravzaprav tudi v nekih medgeneracijskih skupnostih in hočemo tudi ugotoviti, kar je Ministrstvo za solidarno prihodnost sicer že ugotavljalo v regiji, kaj te potrebe tudi so. In da se skladno s tem potem tudi načrtuje stanovanjska gradnja. Gradnje stanovanj so dolgoročni projekti. In kdaj lahko v Zasavju pričakujemo prvi tak projekt? Spodbuda, ki smo jo tudi danes dobili strani Ministrstva za solidarno prihodnost, je, da iščejo projekte, ki so v pripravljenosti za financiranje, tako da se po celi Sloveniji v bistvu iščejo tovrstni projekti in v regiji je eden od prvih takšnih projektov v občini Hrastnik. Regijski pristop, ki temelji na povezovanju občin, izzivi podeželja s pomanjkanjem infrastrukture, mladi in ranljive skupine težko najdejo cenovno dostopna najemna stanovanja. In starejši, ki živijo v prevelikih nepremičninah, te pa težko vzdržujejo. Kot ena ključnih rešitev bi bilo lahko medgeneracijsko sobivanje z delitvijo bivalnih prostorov, so sklenili na posvetu.